Dobrodošli v klubu Zakon na Vrhniki, domovanju Mladinskega centra Vrhnika in kluba vrhniških študentov. Enako tudi jaz sem vesel, da je prišlo do tega dokončnega oblikovanja Mladinskega centra. Moramo vedeti, da ta prostor je deloval kot mladinski klub, recimo že pred 30 leti. Po razpadu, recimo naše Ranke domovine bivše je bilo eno društvo ustanovljeno, ki je prevzelo od ZSMS pač ta klub, ki se jim je pa potem zelo ponesrečila celotna zadeva, v roku enega, dveh let je v bistvu propadla, ampak zato, ker enostavno niso šli v neprofitno zadevo, ampak se jih je par ljudi iz tega društva v bistvu odločili, da bojo furali neko privat zadevo. Takrat smo pa mi ustanovili novo društvo, Mladinski center Vrhnika, in se začeli z občino dogovarjati, da bi te prostore, ki so bili tradicionalno namenjeni za mladino, dobili. Je pač prvo občina malenkost obnovila, čist malenkost par zadev, na kar je prišla za nas zelo ugodna ponudba, no in potem smo mi pač čist brez denarja dobili prostore, ki so imeli vso infrastrukturo zrihtano, pa nobenega interijera. In potem smo počasi denar nekim malega sponzorjev kupili šank in tako naprej. In ob naslednjem občinskem proračunu smo dobili, mislim, da je milijon tolarjev za obnovo interijera, pa 800 za dejavnost, in potem je šlo ves denar za dejavnost, še šel tudi za interijer. In je bilo, moram reči, da interijer, to pomeni za 10.000 mark je bila kupljena fraštekarija za koncerte, pa pač neke določene stvari, neke kapr. Vidiš, to pa da mu fokus. Boš prinesel kaj za pit? Materi so nam kofter vzele, zdaj ga više ne imamo. Znake rejte v Koptišimo, da je bolj toplo. Hvala lepa. Kaj je to ekspert za kaj? Pornografijo? No, to je naš Damir. Ekspert za pornografijo, kralj pornofilmov. Da nadaljujemo, pač potem smo fraštekarijo nabavili in čakali narod Šovak, mi smo študentski klub ustanovili, kot sem zdaj omenil. A je muska prenaglasno? Koga motijo gledalci? Damir, gdje samo muska malo tih? In smo kupili pač, mi se zmagali denarja pač, preden bi bili se tole zrihtali, kar si že prej zabeležila s kamero. Potem smo čakali denar od šova, ne vem, par mesecev in čakali, potem je bilo enkrat dosti in smo pač par folka skupaj dali denar, 15.000 mark, čisto od nas privat, in smo interijer zrihtali do konca, tako kot ga zdaj vidiš, in zdaj je to. Dejstvo je, da Urad za mladino razvija, rečemo temu, koncept mladinskih centrov, tako kot še nekatere druge, recimo mladinskih prenočišč v Sloveniji, in te zadeve, kar mi generalno imenujemo infrastruktura za mladino. In seveda se v okviru tega trikotnika, pomeni občinskih avtoritet pa mladine same, in pač nas morda kot organov zastave ministrstva, ki je pristopno oziroma pomagamo v okviru možnih zadev. Kot sem že rekel, z vsakoletnimi razpisi tudi potem se
nudi neko finančno pomoč pri programu, pri izvajanju programa oziroma pri... Morda se vam zdelo čudno, ampak v Ljubljani in Mariboru še ni podobnega centra, pač tega novejšega datuma, pač sodobnejšim konceptom. Kot se verjetno že razumeli sami, po regijah ali pa v lokalnih okoljih mladina celo bolj aktivna kot pa v že omenjeni Ljubljani ali pa Mariboru. Skratka. Centra pa študentskega kluba tvorijo v bistvu člani Dajmo stisniti inštituta, katerega glavna dela inštituta Dajmo stisniti, ki jih ljudje poznajo najbolj, Dajmo stisniti teatr, pa Dajmo stisniti impro, to je pač čisto gledališka zadeva. Drugi člani so pa veliki izhajajo iz benda Minusi, iz benda Hiketmung pa iz Racije. Zdaj računi, če recimo unga jedra 15, pa pol širšega jedra 100, je pol, zdaj moraš vedeti, da je uradna otvoritev, je pa pač danes, ampak odprt je pa klub že tako od, mislim, že več kot 3 tedne. Ne 3 tedne, je odprt tako, rečemo temu na črno. In v tem času je čez 300 članov že učlanjenih. Tako da od teh 300, ne vem, pač vse so znane face, velike pa mlajših od nas, ki bo počas prevzeli zadevo. Nekatere pripombe so bile, da je lahko to zelo moteče, da bi bilo treba to odstraniti iz središča Vrhnike, ampak jaz mislim, da boste to podporo, ki sem jo osebno tudi dal, nekako potrdili, da to ne sme biti moteče, če ima mladina svoje prostore skoraj v središču Vrhnike. Na Racovniku pri tej delavnici je pisarna kulturnega društva Rov in prostor za vaje. Člani vežejo društveni koledar v špiralo. Nikoli se ne pokaže. Nikoli se ne pokaže šiv. Nekaj si sigurno? Ne, se ne. Zato, ker ne priješ do konca. Evo, to je Fider, Klopčar. Čeče potem.
Predsednik kulturnega društva Rov Železniki je na jesenskih lokalnih volitvah za župana Železnikov dobil 15% glasov z geslom Odprite vrata, odprite duri, k vam prihaja Tarfilov Jurij. Za une žrtve pod Golovcem, tam v Celu. Člani benda so preigrali v ansamblu Küperbusch in Johnny Prkavič. Rovovci so bili pregnani v hribe, potem ko so jim zaprli vrata vseh dotedanjih prizorišč v mestu, kulturnega doma, kluba Oto in pizzerije Zlatice, v kateri so bili ZB festi zadnjih let. Julijski kraval je bil zadnji dogodek, ki so ga organizirali v Železnikih, četudi zanj niso dobili dovoljenja. Protesten shod, koncert, karkoli še pač je bil, pa še Vabljen je bil župan tele občine, pa ravnatelj osnovne šole, pa obveščeni so bili mediji, pa ministrstvo za kulturo, pa urad za mladino, pa ne vem kdo še vse, pa nobenega ni bilo, bili ste pa videli, pa je bil pač koncert, kad je bil, pa se ni veliko povedal okoli tega, ko smo imeli vse zajebancije, da smo tole sploh končno lahko zrihtali. Pa ko se vse govori o tem, ko mi delamo, v glavnem javno mnenje je negativno, pa nas ne jebejo. Prosim, ko ti misliš o svetu, o ljudeh, o navadah, se veš mi zdaj, isto kot ti. Nestojni mladinski center Petek 13. ni zgrajen po tako imenovanih sodobnih standardih. Elektriko daje agregat pokojne ZPSV Veli Joža, vodo pa Sorica.
Pa bolj hitro. Svinče, muzika tam drče, zoveš me na pinče, skidaš gačice. Pivčani so si za kulturni praznik privoščili Bugu Vugu Harija Denhartoga, predstavitev univerzitetnega Prešernovega nagrajenca in ilirsko-bistrške literate iz društva Zgobljena legija. Tajlej Kela je svetnik Liste mladi, ki skupaj s poslancem Liste Mlada Nada v občinskem svetu zastopa interese bistrške mladosti. France Prešeren je posodil ime tudi nagradi za raziskovalne naloge študentov. Grafe so izrisali fotoreceptorji vinskih mušic Gregorja Moharema ibn Belušiča. Harija smo videli tudi naslednji dan v Kopru na slovenski kulturni svinji. Odvečni kilogrami so spet prišli prav v moji vsakdanji baletni točki Slonova stopinja. Slovenska kulturna svinja smo poimenovali svečani koncertni prigrizek z nekaj popila in več razbila. Tokrat je bila višji inšpektor WC direktor, član udarnega tria Veseli steklari ter skupin Tumor in Blood Suckers, legendarni Super Lojze pa je iz špinače, korenja, rdeče pese, kolerabe, črne redkve, ohrovta, cvetače, repe, zelja in zelene sestavil kar mi prijazno, krišni ljubo svinjo, liko, skulpturo, pod prsti šolanega kuharja je za misel postajala dejstvo, beseda pa nikdar meso. Aum. V prisotnosti duhovnika bo Walter naredil prvi zabodljaj in potem še vse naslednje. Čestitamo vsi ob dnevu kulture. Vsem prisotnim pozdrav in prošnja za en kratek aplavz Walterju. Mastitvenemu totalu je sledilo razbijanje. Bržanijski fantje so začeli pojedino za bobniče in možgansko skorjo, halucinogeni Harij Denhartog in paša za oči Šizoid Twiklers pa so ostali na drugi kaseti. Moj dala Franjić. Ja sam Ana. Svirat ćemo naš repertoar od negdje 7 pjesama koje sve govore o ženskim problemima na razne načine. Dakle, o ljubavi, o socijalnim problemima i tako sve onako. I to su sve ženski problemi? Pa da, više manje. Mislim, ali onako nama je drago kad se neki muškarac nađu, kad onak se nađu u tim pjesmama kao da on ima iste probleme, zato što onak svaki čovjek ima ono animu i animusa, pa onda onak lijepo je poticati žensku stranu u sebe. Definitivno. Ja sam Kleopatra, ja sam kraljica, ja sam prostitutka, ona je samodovoljna, ona je opsjednuta sobom. Jaz upam, da ne bom koga udarila.
moj motiv za prijavo je pravzaprav žrtveni. In bi najprej poudarila to, da me malo moti to, da sem se avtomatično znajdla v nekako marginalizirani poziciji, glede na to, da ste rekli, ok, podatni vsebini in tako naprej, program. Če kjer ga zanima kaj konkretnega iz tega, mu lahko povem. Zdaj, če nimate vprašanj, če ste vsi prebrali. Samo mogoče niso vsi prebrali, ne? Ja, ne vem, kdo ni prebral, ne zdigne roko, pa pa. Slišali ste od vseh prejšnjih kandidatov in kandidatke, rečem, sami pametne predloge, pripombe, ideje, kakšne bolj, kakšne manj izvedljive. Menim, da sem sposoben in da lahko uvedem programski, organizacijski in vsebinski red v delo te inštitucije. In ne samo to, da se ne bo kdo zbal, da sem nek tiran, ki bi rad ne vem kaj tukaj zganjal, daleč od tega, jaz menim, da sem svojo pojavo sposoben narediti vzdušje na tem radiju pozitivno. Ugotavljam, da vzdušje na tem radiju, ki ta hip vlada, je negativno in kontraproduktivno na vsebino. Mogoče pričakujem preveč, vendar se nikakor ne morem zadovoljiti, je v svojem dnevniku zapisal Che Guevara in ravno ta občutek nezadovoljnosti ter možnosti, da moje delovanje lahko pusti nek vtis, ravno ta iluzoren občutek možnosti sprememb me je pripeljal do tega, da sem stopila v zgodbo Radia Študent. Vendar pa stvari ne moreš spreminjati, če jih tvoji sodelavci ne želijo spremeniti. Sama formulacija cilja je največkrat le pripomoček, da se ljudje sploh premaknejo. Pot k cilju je cilj sam in ravno zato je način poti še kako pomemben. In kje je Radio Študent sedaj? Še vedno brez odgovorne in glavne urednice urednika, pred izborom odpravnika posla, vršilca dolžnosti odgovornega urednika urednice. Še vedno na brezpotju iskanja identitete, manipuliranje, formaliziranje, glasovanja, navidezna demokratičnost. Menim, da so razlogi za moj odstop hkrati še vedno razlogi za konfuznost na Radio Študent. Prvi in niti ne tako bistven razlog za moj odstop je sama uprava Radio Študent oziroma direktor, ki se od mojega imenovanja dalje še posebej trudi, da se nejasnosti okoli legalnega statusa radija in legalnosti na radiju ne bi razrešile. Razpustil je svet Radio Študent, onemogočal uredniške sestanke, samovoljno sprejema določene akte RŠ-a, skuša vplivati na program in tako dalje. Če tudi takšno ravnanje radikalno zavračamo, pa ga lahko skušamo razumeti. Direktor Radio Študent je namreč birokrat in zastopa etabliranost ter znotraj te etabliranosti mora varovati svojo pozicijo ter moč, ki jo na osnovi te pozicije ima. Nikakor pa ne moremo razumeti pasivnosti večine sodelavcev Radia Študent in že smo pri drugem razlogu za moj odstop. Le-ti še vedno pridno obdelujejo svoje vrtičke ter se ne sprašujejo po širšem kontekstu, ki ga pogojuje njihova pasivnost. Na nek način so sodelavci bili ter so še vedno ujeti v takšno in drugačno čakanje. Čakanje na boljše pogoje, čakanje, da se rešijo nepravilnosti, čakanje na dogodke, ki jih bodo lahko kritizirali, recenzirali, obravnavali. Malo kdo je presegel to čakanje in se rajše posvetil samemu ustvarjanju dogodkov. Nova, v narekovajih, programska shema naj bi predvidoma bila le začasna rešitev, sčasoma naj bi se spremenila. To se še vedno ni zgodilo. Tako redakcije kot posamezni avtorji so se zelo hitro zopet zasidrali v dane okvirje, do kvalitativnih presežkov ni prišlo, kaj šele, da bi kdo razmišljal o radikalni preobrazbi danih okvirjev. Postopoma se program znova zapolnjuje, preoblikovanje določenih oddaj ni prišlo dlje kot do novega aviza, džingla ali naslova. O preopraševanju vsebine, o konceptih še vedno ne duha, ne sluha. Da ne bo pomote, obstajale so in še vedno obstajajo izjeme. Izjeme, zaradi katerih se mi je zdelo vredno ostati in tako dolgo vztrajati, ter izjeme, zaradi katerih še vedno spremljam dogajanja na Radio Študent. Vendar je teh izjem malo in kaj hitro se njihovi presežki izgubijo v morju poprečnosti.
Zdaj se mi zdi najbolj absurdno to, da smo imeli na voljo program in z njim bi na nek način lahko počeli čisto vse, kar bi si zamislili. Vendar je ravno to lep odraz, da v kapitalističnem imperativu kreativnosti, v množici vnaprej določenih možnostih, redko kdo sploh izrabi kakšno možnost, kaj šele, da bi oblikoval svojo. Vsem tem času mojega urednikovanja in sedaj tudi na programu najbolj pogrešam pogum. Pogum, ki pomeni vstopiti v prazno, zapustiti vse običajne poti oblikovanja programa ter ustvariti svojo pot. Po moje bi ravno ta samo svoja pot, daleč od boja za poslušalce in še dlje od indeksa poslušanosti, ki ga meri Mediana in s katero se Radio Študent tako obremenjuje, lahko bila tako dolgo iskana identiteta Radia Študent. In tako smo zopet pri poti. Poti, katere način nas določa in poti, ki nam govori, kdo smo in kam gremo. Še posebej pa s kom hodimo oziroma se vozimo. Torej, nemojmo, da mešamo strenj. Nemojmo, da mešamo strenj. Duo Zlatni zubi izvaja stran 25, bevskanje. Bevsk, 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 Po natisu svoje pesniške zbirke je Feo na oder Unionske kavarne povabil stare soborce in mlade korenjake iz neokrnjene province. Tudi klientela je uletela iz podobnega filma. To knjigo smo izdali zato, ker je prava redkost. Z povitkom se pa še bolj redko dobi. Kot založnik bi priporočil, da to knjigo kupite tukaj. Stran 75, Desperado Tony Quater, Poskočna. Fašisti so skakali po onemoglih žrtvah. Kopri
me občuduje. Odnosno sedmo sinjo, pustika da gre naprej, še sreča pa prašiča, se pokakam sredi mej. Levna bratovščina, najboljša je družina, ko ruski poči smo, vedno si zapojemo. Levna bratovščina, najboljša je družina, na poklonu zadnjem smo, pa ne gremo še domov. Da naše majhno mesto spoštuje svojega velikega slikarja, je postalo spet očitno zadnji petek prvega meseca. Popularno dogajanje je zrlo skozi okvirje v znameniti kavarni Lodža. Popularno dogajanje je potem tedne opazovalo goste, ki dajo nase. Njegovi največji kosi pa so obviseli na razkošnih zidnih kvadraturah Pretorske palače. Andro je sponzoriral otvoritveni program, večkrat sem blicnil občinstvo v škatlico. Prosim, da se odmaknite malo stran. To ni šala, to je črna šala. Namreč človek je občutljiv na drobne prašne delce. Čau. Kao signor Šalamun, u ime Oca, Sina, Duha, Malvazije, Samanthe Fox in Lige za boj proti turizma, želimo signor Šalamunu gori uši. The poor are getting
Druga se kliče teplo žveplo. Teplo pomeni po istrsko toplo. Žveplo pa pomeni svinec. No, tako. Zdaj, ko smo prevedli naslov, vam preostane samo še, da si prevedete vsebino, ki je taka. Žveplo, žveplo, plavaj, draga. Žveplo, žveplo, plavaj še. S hladno vodo se oprhaj,
potlej pa v žveplo spet. Soba najna s pogledom 314, bela je. Nad hotelom zvezdogledom jasna noč raztira se. Ti in jaz in evangelij, postelji ter telefon, jaz balon sem, ti pa heli. Pišem pesem, ti pa spiš. Jutri naj čaka blato, zrezek z mešano solato, jutri greva spet v žveplo, jutri bo življenje teplo. Teplo, 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 teplo. Draga, to je pesem zate, ne za vsak dan sveže gate. Draga, ta je pesem plesna, lahka je, a čisto resna. Ducat let, že daješ zame, se dotika rama rame, v štricu delu in veselu, v MKC in v hotelu. Teplo, žveplo, teplo, žveplo, teplo, žveplo, teplo, žveplo.